Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj lastnosti zaporedij. Zaporedje je naraščajoče, če an plus 1 je večji od an za vsak n. Torej pomeni, da naslednji člen je večji od prejšnjega. Ja, prav to pomeni, da je naraščajoče. Zaporedje padajoče, če an plus 1 je manjši od an za vsak n. Če mi imamo en primer enega zaporedja, an je, na primer, 2n vlomljeno n plus 1, hočemo pogledati, če je naraščajoče ali padajoče. Kako to napravimo? Zračunamo an plus 1 minus an. In to bomo pogledali, če je pozitivno ali negativno. Tako da znamo, če smo v tem primeru ali v tem primeru. Ja, ali pa v nobenem, ker ni nujno, da eno zaporedje lahko ni naraščajoče in niti padajoče. Poglejmo, zdaj izračunajmo to. Torej, kaj pomeni izračunati an plus 1? Pomeni, da tukaj namesto n bomo dali n plus 1. Torej, 2 krat n plus 1 vlomljeno n plus 1 plus 1 minus an imamo že tukaj izraz. Torej, tukaj zdaj odpravimo klepaje in sedaj moramo dati na skupni imenovalec, ki bo n plus 2 krat n plus 1. Torej, ta n plus 2 smo pomnožili z n plus 1, tudi števec pomnožimo z n plus 1. Tukaj imamo minus 2n, n plus 1 smo ga pomnožili z n plus 2, tudi števec pomnožimo z n plus 2. Sedaj naredimo vse te zmnožke in vidimo, se skoraj vse krajša. 2n na drugo minus 2n na drugo, 2n plus 2n je 4n, minus 4n se uniči in dobimo 2 vlomljeno n plus 2 krat n plus 1. Spomnimo se, da te vrednosti n so naravna števila. Za vsako naravno število ta izraz je večji od nič. Če je večji od nič, pomeni an plus 1 minus an je pozitiven, pomeni, da an plus 1 je večji od an. In torej to zaporedje je naraščajoče. Ena druga lastnost, da je zaporedje spodaj omejeno. Kaj pomeni, da je spodaj omejeno? Da vsak člen zaporedja je večji ali enako od ene dane vrednosti, ki je dane konstantne vrednosti. Zaporedje je, torej, kaj sem rekel, navzdolj omejeno, tukaj zaporedje je navzgor omejeno, če vsak člen zaporedja je manjši ali enako od ene dane konstantne vrednosti. In zaporedje je bodisi navzgor kot navzdolj omejeno, če katerikoli člen je med dvema danima konstantnima vrednostima. Poglejmo primer od zaporedja an je 1 vlomljeno n, imamo a1, 2, 3, a4, ki so 1, 1 polovica, 1 tretjina, četrtina, potem bo 1 petina, 1 šestina in tako naprej. Nimamo a nič, ker bi mogli zračunati 1 vlomljeno nič, ker se ne more. Torej, pogledamo, vsak člen je večji ali enak nič. So vsi pozitivni, so celo večji od nič, ne samo večji ali enaki nič. Ker tukaj to teži proti ničli, ampak nobeden od členov ni enak nič. In vidimo, da je padajoče, tako je jasno, ker 1 polovica, 1 tretjina, četrtina so zmeri manjše vrednosti, 1 je največja vrednost, torej vsak člen je manjši ali enak 1. In torej to zaporedje bodisi navzgor kot navzdolj omejeno in vsak člen je med nič in 1. Še to pazimo, da ko imamo zgornjo spodnjo mejo, ni nujno, da kak člen zaporedja je enak tisti spodnji meji. Naprimer tukaj nič. Nobeden od členov zaporedja ne bo enak nič, ampak nič je vseeno spodnja meja. Tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.